Živijo v novem vlogu, tukaj na tem parkirišču smo se mi zbudili, to je parkirišče od IE in zdaj je še razmeroma prazno, ampak včeraj že, ko sem mi ob 2 popoldne prišla sem, je bilo čišči polno in zvečer je folk samo hodil obračati na parkirišče, neprestano so se vozili sem in so iskali parking, ampak ja, ne vem, kje so ga dobili od enega turističnega vodiča. Sva slišala tudi, da v bistvu poleti ljudje pridejo v IO, se 1 uro vozijo po IE in se pač samo obrnejo, ker nimajo kje parkirati. Tako da tale sončni zahod tukaj je res ultra popularen. Mi že nadaljujemo pot proti Portu, tam zapuščamo Santorini in gremo v Atene. Nasplošno nam je bil Santorini ful všeč, sicer ta botični turizem res ni glih po najnih vrednotah oziroma je v nasprotju z njimi, ker je to po domače povedano res presaravanje, vsi te bazenčki in hiše in pač prestiž, ampak je pa res lepo narejen, tako da za videti enkrat v življenju je. Se pa vidi, da si to misli kar veliko ljudi, ker je že zdaj, glede na to, da je april, presenetljivo veliko turistov. Zelo veliko je Azijcev, od tega zelo velik delež Indijcev, kar je kar presenetelj. Nasplošno pa lahko rečeva, da to ni glih nek avtodomarski raj in da ne v bistvu kar malo preseneča, da sploh kemperje gor pustijo, ker pač sva mogla spati na parkiriščih, kar nama ni glih všeč, ampak za Santorini je to sprejemljivo. Ampak ja, si pa lahko to šele samo zdaj prvoščeš, ker že zdaj je bil problem s parkiranjem, tako da v sezoni mislim, da ni pametno sploh poskušati priti s kemperjem. Ja, jaz ne bi poskušal. Drugače pa ja, zdaj lahko res povzamemo, da nam je bil Santorini res všeč in nam res niti malo ni žal, da sva šla. Kljub temu, da sva kolebala, bi šla in bi dala še dodatnih 200 evrov za trajekt. Se je res plačal, ker res tako poceni ne bi nikoli Santorinija videla. V bistvu na koncu sva si res tako skuhala za noter, za spanje nisva nič dala in ja, nama je res bilo všeč. Smo pa zdaj kar malo žalostni, da gremo, ampak po drugi strani pa tudi zdaj več ne bo toliko turistov, tako da bo malo olajšanje. Grenko sladek zaključek.
8 urah plovbe smo srečno pripluli v Atene, s tem smo se v bistvu, oziroma smo se poslovili od otokov grških in moram priznati, da je bil tale Santorini res taka češina na torti, res lep zaključek otoškega dela Grčije. Ja, tako da nam res ni žal, da sva se takrat v Turčiji odločila kupiti ono karto na Kos, ker smo tako videli 4 otoke in res izkoristili tole zimo. Je bila pa tale vožnja danes tudi ful lepa, ker je skozi bilo sonce in toplo, tako da smo bili vseh 8 ur zunaj, uživali na soncu, malo sva brala, malo sva se šnov ukvarjala in gledala naokoli. Pa ustavili smo se še na 2 otokih, na Naksosu pa Parosu, tako da mogoče se pa še na ta 2 kdaj vrnemo. Ja, zgledala sta kar atraktivna. Nama je kar malo težko sicer, da smo mogli zaključiti s temi otoki, ker jih imamo res v lepem spominu, tako da misliva, da se bo res še kdaj vrnila. No, danes začenjamo našo pot proti severu. V naslednjih tednih imamo namen raziskati Albanijo, ki je za kemper ful privlačna in je zelo lepa. Celinsko Grčijo sva lani že kar precej obdelala, ker smo bili tukaj 7 mesecev, letos smo bili 4 mesece na otokih, tako da vse skupaj v Grčiji 11 mesecev. In moramo reči, da se tukaj res počutva že v bistvu kot doma. Tako da nam v bistvu tudi Grčije sploh ni za zapustiti, ampak bi rada nekaj novega videla. Tako da, ja, danes se bomo premaknili, bomo videli Kuk in nadaljujemo proti Albaniji po severni strani Korinskega prekopa. Ja, do meje imamo približno 600 km, tako kaj že rekla, ne veva, koliko bo danes prevozila, zaradi tega, ker morava iti v trgovino na večji nakup. Preden gremo iz Grčije in v naslednjih dneh so trgovine zaprte, ker imajo oni veliko noč. Sicer so že tudi prejšnji vikend nekaj praznovali in je že tudi prejšnji vikend bilo zaprto, tako da v bistvu še ne vejo čisto točno, oni nekako obe velike noči in pravoslavno in krščansko praznujejo, ampak ja, zato moramo danes še v trgovino. Plin bo tudi probala nafilati in vodo moramo napolniti, pa ura je v bistvu že 1, ker je Nastja zjutraj delala, tako da bomo videli, koliko daleč bomo danes prelezali. Nažalost je tale plinarna zaprta, tako da bova mogla nekje drugje nafilati plin. Na srečo še ni krize, tako da se ne mudi.
Včeraj smo prišli do kar lepega zalivčka, ampak je nažalost teren preveč vesel, tako da čist do plaže nismo mogli priti. Poleg tega so pa eni kampirali v šotorih in imeli avtomobile tudi na plaži, tako da v nobenem primeru ne bi mogli biti s kemperjem tam. Ampak je bilo vsem kar lepo, no smo imeli vsem lep pogled. Danes zjutraj smo šli pa na sprehod malo, ker je bilo še dopoldne lepo vreme, tako da nismo šli takoj naprej. To sicer pomeni, da bomo danes malo manj prevozili, ampak je v naslednjih dneh napovedano slabo vreme, tako da smo rekli, da bolj da izkoristimo še zadnje sončne ure v Grčiji, kakor da se v lepem vremenu vozimo, pa bolj izkoristimo raje deževne dni za več ur na cesti. Danes smo en del poti vozili tam, kjer smo vozili že tudi pred enim letom, ko smo se iz juga Grčije premikali proti Lefkadi. In v bistvu se sploh ne zna odločiti, da se nam zdi, da je bilo to glih kar par dni nazaj, ali se nam zdi, da je bilo to celo večnost nazaj. Po eni strani je ful hiter minil, po drugi strani smo pa toliko stvari vmes videli, da se zdi res že ful dolg. Je pa tudi tukaj na tej cesti en most se porušil, tako da je en del speljan po avtocesti. In to je pa grška hitrost popravil, že lani je bila in že lani sva se zasrala, sva mogla obračati pa nazaj iti na avtocesto. Letos sva na srečo to vedela in ko sva videla tam eno tablo, zelo nejasno napisano za obvoz, sva hiter zgruntala, kaj je fora in se spomnila lanske izkušnje, tako da na srečo letos nismo delali nekih dodatnih kilometrov. Smo pa zdaj na kar zanimivem mestu, parkirani med cesta vodi čez morje v bistvu in neke hiške so tukaj, ki so postavljene na vodi. Mi smo zraven ene cerkvice, z vseh strani obdani z vodo in je kar zanimivo, no, škoda edino, da ni lepo vreme. Ja, v bistvu so to tako kot neke soline. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Ja.